in bo benzin postal svoj digitalni mobilni, v aktualnem času. Torej, medtem ko Peter printa, mi smo se ene bende izbrali, oziroma ene bende dobimo, ene strani, gremo najprej na klik iz čim večjih črk, imena bendov, ki jih imamo, iz čim večjih črk, in to bodo naši naslovi in naših člankov. Torej, vsako črko posebej izrežemo in potem sestavimo, zlepimo ime, Samo ime ali kaj druga? Prosim? Samo ime? Samo ime, drugo ne bomo, ker drugače je preveč trajalo, seveda smo to včasih delali dosti več. Jaz sem dobil kaj? To zelo, evo. Čim večje črke, naredimo naslov. Tako, doktor, zdaj imamo nas pripravljeno. To si kar nalepite mogoče. Na stran kar, na začetek. Mogoče. Potem bo Peter vse skeniral, preden gremo naprej, v oblikovanje strani. Da bodo vsi logotipi, vsaj imena vseh bendov, skenirano in bo potem postavil na naslovnico. Se pravi, zdaj prvo nalepimo imena. In potem skeniramo vse, da jih ima v fajlu in potem bomo dali to na naslovnico. Včasih smo to delali tako, da smo fotokopirali in pomanjšali in potem zlepili spet naslovnico. Zdaj pa lahko sprintamo in potem zlepimo naslovnico na novo. Zakaj pa tu posameznika samo dali? Dajmo celi bend. Nimam nič. Feedback. Feedback, kaj je to doktor Zero? Doktor Zero, ja. Na internetu je zdaj. Ni? Ne, nisem našel. In bo benzin postal svoj digitalni mobilni, v aktualnem času. Kakšna slika na voljo, kje? Večja.
izhodišču jaz na pamet ne vem. Lahko preverimo, pa vas potem kontaktiramo, da smo zadovoljili. Jaz? Kaj je slika doktor Zelo na Exi Rock'n'Roll? Ste objavljeni gori ali samo prilogi? V prilogi smo. Imamo tu? Priloge dve. Aj, verzo zdaj ne delajte, to smo rekli ne. To nam to pripisovala, če pa ste rekel, da ne pripisujete. To je meni bilo poslano. Mislim, pa ste trikrat rekel, glej, peste. Včasih pa so dve črki skupaj. Tako tu, ne vem, pa je kako dve skupaj, ne? Jamranje. Peter, ti imaš detajle, tudi posnet kakaj? Tako bomo mi dosti hitreje končali, ne, ko pa da bi to eden delal sam. In pa benzin bo izgledal odlično, ne. Izgleda tako. Vloženo ful ročnega dela, ne. Sicer mi je jasno, da bomo benzin objavili tudi elektronsko, ker ga bomo skenirali in ga objavili na naših straneh. Virtualni subkulturni dialog.
Po politiki smo, je pa bil privatno. Kako to Pa možno? nekaj tak je bilo, mislim, Kako je ti to si že možno? rekel, pa za intervju, ne? A vse bo konec. Ja, več je kosih je, ne, to ne, ne. Privatno smo se v politiki, meni to meni, da smo konspirativno sodelovali. Oh, shit. Državni udar smo pripravljali, privatno. Sem v črku Bengreza. Poglejmo, če imamo vse imena, ne? Ja, nimamo, jaz jih se sploh nisem gledal. No, te opozorimo Petrove, ne? Kire. Kaj še treba? Provokator pa masakr. Masakr. Ti boš masakr? Pa jaz masakr. Ok, nekdo bo naj naredil provokator, ne? Kr, ne? Bom jaz prav. Masakr. Masakr. Brez ja. Iz Buče so klicali, da imajo naročilo za zmote in napake v argumentaciji. Potem tekst, ne? Tekst poskusimo čim bolj obrezati, da ostane tekst, ko delamo tekst, ne? Potem poskusimo čim bolj obrezati tekst, da ostane čim več prostora za grafični material, ne? Navadi naslov posebej odrežemo, odstavke posebej, nekateri bi se šli, da bi vsak stavek, vsako vrstico posebej nalepljene, ne? Kar bi imelo odlične grafične učinke. Ampak bi mogoče bilo neberljivo. Ne, boljše. Vsaka vrstica je posebej nalepljena, ne? Je bila belo obrobljena. Načelno. Fotomateriala dajmo več tistih fotke s pincetem. Kaj je provokatora? Provokator? Provokator? Provokator, ja. Provokativne naslove iz poraz vaške demokracije. Reč, ne? Zelo še. Mislim, če samo čekalo.
grafični material, ne? Če pogledamo en primer, čim bolj zapolnimo z grafičnim materialom. Ne? In potem, če so gori, recimo člani skupini, poskusimo njihove obraze vse pustiti, da ni tekst prelepljen. Ne? Torej, grafični material, naprimer, to, ne? Tu še bo nekaj zapolnili, kar nekaj, ne? Tega se tako potem ne vidi, večinoma, zato ker je tekst čez. Tako je vsaka stran oblikovana unikatno. Seveda so se fanzini trudili, da je čim več informacij. Da bi kak band znal biti užaljen, če bi pri njihovem intervjuju bile kakve, mislim... Če bi bile kakšne kaj? Pa ne vem, nage, babe, taki sredi. Kaj pa to, da pričemo nasilje, prišli, ko so... Ne, gled, to pa je po vaši izbiri. Mi moramo upoštevati demokracijo izražanja, ne? To verjetno je, tako da ne biti... Ja, samo to so taki stavki. Ne biti... Za nič nisi dobra. Ne se... Ja. Ja, ne se samo cenzurira, ne? To je zdaj pomembno. Baba neumna izbira, zdaj ljubne. No, stvar je v tem, da človek se ne sme videti celi, ne? Samo neke besede, ne? Ja. Samo neke besede, zato ker je... Ne? Pridružil se nam še en oblikovalec fanzina, je prišel, evo. Še en oblikovalec. Tako, Peter je prišel sred postopka in bo kar prevzel en band za oblikovati eno stran. Dajte mu na voljo. Dajte mu na voljo kateri band, Rukolo. Bravo, to je. Bravo. Torej, Peter, vidiš, ne? Najprej oblikujemo logotip benda, ime benda. To si za ti zdaj, Peter, vzel, ne? Verjetno, ker skeniraš logotip benda. In tako nastajajo strani fanzina bla 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 v retro dizajnu. Seveda, to je, na primer, kolofon, druga stran. Seveda se bo naš fanzin ob tem, da bo tiskan oziroma fotokopiran, v realnem času pojavil tudi na internetu, tako da bo tudi
na nek način tudi internetni webzin. Vse boš dodal, da bo lahko postal interaktiven, da bodo ljudje lahko komentirali na internetni strani, ne? In se mu življenje podaljša. Evo ga. Telefon, uvodnik, Dr. Zero, Tudi tako je. Aha, ti da lahko si Lahko si vzameš, ja. Aha. Ker ti si mi že kar na jajca in so zgledo loči. Cena bo tudi kje došla gor. Ja, zmenimo se za ceno, ne? Benzina. Koliko bo cena? Jaz sem že tu napis. Kdor bere časopise, bo zanje plačal nekaj. Ja, to dajte na naslovnici. Kaj na naslovnici? Nekaj pa napiše zraven koliko evrov. Nekaj. Kaj? Nekaj. Minimalno 2 evra. Ej, zakaj pa niso pri SZD člani z imeni pa priimki? So Dildo, Panter, Satan. Ja, zato ker... Ker so tam, počutno se. To je bilo pomembno, ja. Ker nisi našla Ker tam jajca Ker nisi našla ime in ti boš odgovarjala za to, te bojo poiskali. Zdaj imaš Satan vse razlog, da te poišče. Ja, super. To bo, ne? Ne, vse so, en je Dildo. Miha Bucer, Miha Vulcer. Kaj bo drugi? potem je Simon Belc Dildo, Belcl. pa Zvonko Zamudnik. Zamuda. Satan. Imam pahorja po obema konja, pa ko ga pes To pa... pa ko hranijo. Ja, ne, samo pazi, glej, to pa je, ne, aktualnih politikov pa ne bi dajali noter, ne? Krava lahko. Ja, krava lahko, ja, bahar pa ne. Mislim, Krava lahko pa ne. Vse je pahor na živalski farmi. kaj ga češ, čez 10 let njega več ne bo, benzin pa bo še vedno v arhivih, potem on tudi. Čeprav mene so včeraj vprašali, da je 7 dni koga bi volali. Lahko, Peter? Lahko. Že snemaš? Snemaš, ja. Ok. Danes bomo torej delali fenzin. V bistvu fenzin se sedaj več ne dela na takšen način, analogen. Fenzini se sedaj delajo, se imenujejo webzini. Malo kdo še sedaj v tem času dela papirnate fenzine in izdaja papirnate fenzine tudi zaradi cen, ker je to postalo dražje. Včasih v 70-ih, ko so fenzini postali popularni, pa je to bil način razmnoževanja preko fotokopiranja, Xeroxa. In takrat je to bil najcenejši način razmnoževanja underground glasbenih informacij. Fenzini so postali popularni s punk sceno in mi bomo danes delali zadnjo fazo fenzina, torej lepljenko. Lepili bomo strani, posamezne strani, oblikovali strani in sestavili fenzin. Naš fenzin predvidoma ima 20 strani. Intervjuji so bili opravljeni prej. Ponavadi so fenzini bili delani kot one-man band.
kasneje so se razvili v uredništvo in nekateri fanzini so postali magazini, drugi pa so poniknili oziroma sedaj so aktualni blogi oziroma tako imenovani webzini. Intervjuji so torej pri nas že bili narejeni prej. Intervjuji so lektorirani, čeprav v pravih fanzinih ni bilo neke lekture, bilo je piši kao što govoriš, ponavadi, in je bilo vse dosti bolj po domače. In kot rečeno, mi intervjuje imamo predgovore, imamo določene reklame za na konec, prvo stran, zadnjo stran, naš fanzin je dosti enostavno. Torej, ko imamo vsebino, ko je avtor vsebino naredil, intervjuje pretipkal, je potem nekje odločil, kako, v kakšnem vrstnem redu se to v fanzinu bo objavilo. Ponavadi je tu ena naslovnica, na naslovnici so določene informacije o najpomembnejših intervjujih oziroma najpomembnejših člankih v fanzinu. Nekje se odločimo vrstni red, kakšen bomo naredili. Verjetno bo v našem primeru, ker imamo dva uvodnika, najprej uvodniki, na drugi strani bo kolofon, torej kdo je pomagal pri fanzinu, kdo je fanzin delal, potem uvodniki, potem se bodo zvrstili intervjuji z glasbenimi skupinami. V našem primeru gre za fanzin Bla Bla Bla, torej retro dizajn fanzina oziroma mladinskega glasila iz konca 70. in 80. let mladinskega kluba oziroma kluba na Tratah, Bla Bla Bla. Torej, tukaj so intervjuji z glasbenimi skupinami iz tega področja, ki so seveda sedaj aktivne. In na koncu fanzina gredo kakšne reklame, kakšne zabavne informacije in na koncu zadnja stran. Jaz predlagam, da kar gremo na lepljenko, torej na oblikovanje fanzina. Po domače smo to v slovenščini rekli lepljenka strani. Tako so se oblikovali tudi nekateri plakati, nekateri se to imenovali tudi, je ta stvar bila blizu mail arta, ampak dobro. Jaz predlagam, da naredimo najprej, si razdelimo, ker imamo 10-12 intervjujev z glasbenimi skupinami, kdo bo katere glasbene skupine oblikoval strani. Poskusimo seveda čim bolj racionalizirati prostor, zato ker imamo na voljo 20 strani. Zato so v fanzinih ponavadi bile informacije ful nabasane na straneh, vsaka stran je bila izkoriščena. Jaz bi opozoril pri oblikovanju strani, imamo v misli, da vsaj centimeter z vsake strani je potrebno pustiti ne prazno, temveč lahko gre ilustracije oziroma lepljenke v živo. Tekst naj bo pomaknen z vsake strani vsaj centimeter noter, zaradi določene vezave, ker se potem to s kaficami poveže. Včasih pa smo na to bili še bolj pozorni, zato ker je fotokopirni stroj, tudi stari fotokopirni stroji v 70-ih niso točno pomikali papirja, oziroma tudi niso do konca vzeli, niso do konca kopirali na papirju. Vse, to se ne več ni problem. Mi to imamo zaradi vezave in pa zaradi določene oblike. Predlagam, da najprej izberemo, kdo bo katero skupino. Mislim, da vzamemo po 2 vsak, ali po 3. Vsaka skupina je intervju, pa vsaj ena neka grafična spremljava. Grafične spremljave so pripravljene, fotografije, logotipi. Če pa kaj manjka, mogoče Petra opozorimo, da nam izprinta kako fotografijo še, ali pa celo uporabimo nekaj čist tretjega iz revij. Nekaj čist tretjega kot ilustracijo, zajebancijo na kakšno reklamo ali karkoli, mogoče kakšen naslov iz časopisa, kar nekaj, kar mogoče celo paše z vsebino ali pa ne, in potem samo po sebi kasneje paše skupaj. Mislim, da najboljše, da se razdelimo
masakr pa odlično. Eto. Pa ima edit. Edita, evo ga, super. Ja, to je to. To je to. Tu smo mi. To se kar nadaljuje zdaj na naslednje strani. Ja, to sta dve strani, ja. Evo, oblikovane še 2 strani. A ja, se to snim. Ja. A če bi označili že strani mogoče sličnikom, da se obliko? Veš kaj, mogoče če bi kdo sprintal številke, pa se v levem kotu spodaj, številke nalepijo. Ja, samo kot bomo imeli kazalo. Lahko da se izreže. Tako pa jih narešil. Ja, ne? Ja, no, če bote ja, to se so. Katere strani Spaj, boš tam? one. SZD? Aha, še SZD se To tudi. je tako za nostro. To so nostro. Ja, pa ti si produktivna, pa to je ne. Ok, to je to. Kaj številke vrežemo do 20, ne? Ja. Od 2 do 20. Od 2 do 19. Ne rabi. Prosim. Bravo. Aha, evo, feedback. Vprašanje so popravljali, kaj je to? Evo, Ja. še ena stran benzina.